Fran Žurej z ženo Mojco nadaljuje več kot 40-letno zgodbo turistične kmetije Žurej, kjer se prepletata dediščina in gostoljubnost. Na kmetiji, ki je bila nekoč grajska pristava, lahko poleg uživanja ob pristni domači hrani in vinu tudi prenočite ali parkirate avtodom. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamujejo življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Turistična kmetija že obstaja kar veliko let, preko 40. Prvi ali pa priimek Žurej je pa prišel na našo kmetijo nekje pred 120 leti. Se pravi, zdaj smo tu 4. generacija. Moji starši so se začeli ukvarjati s turistično kmetijo, midva z ženo smo jo nadaljevala. Najprej, ko sta starša pričela s tem, je bila najprej klasična gostilna. Kot zanimivost, nedeljo zjutraj je delavski avtobus počakal tu in so vsi, vključno s šoferjem, prišli na pijačo, ko so šli domov iz nočne službe. Potem so počasi prešli na turizem, ampak od začetka je bil turizem bolj v smislu samo zaključne družbe, ni bilo nočitev. Se pravi, če rečemo fešta, sobota po noč, to je to. Ko smo pa midva ženo nekako od 2008 naprej prevzela kmetijo, smo začela celotno obnovo kmetije in pa spremenili smo kulinariko, še vedno delamo na zaključnih družbih, čedalje več pa na nedeljskih kosilih. Naredili smo tudi, oziroma začeli smo se ukvarjati z nočitvam. Naredili smo 2 sobi, eno hiško, k nam so začeli prihajati avtodomi, tako da trenutno nam je mogoče že pol nočitveni in izletniški turizem. Kar se tiče kulinaričnih storitev, smo zelo ponosni, da še vedno imamo ogromno lokalnih. Se pravi, sosedov, neko slovensko mnenje je, da k sosedu ne greš, pri nam pa pridejo, na kar smo sigurno zelo ponosni. Prav tako pa čedalje več tujih gostov ali pa gostov z bolj oddaljenih krajev nas najdejo, pridejo k nam na kulinarično razvajanje. In pa nočitveni gosti, ogromno slovenskih gostov in ogromno tujih gostov. Od 2017, ko smo naredili prvo sobo, do danes so bili pri nas gostje za več kot 30, mogoče celo 40 držav. Moje mnenje je, da po koroni se je kar zelo spremenil način potovanja. Po mojem, da ko imamo dan časa, že nekam gremo. In eno od teh načinov potovanja je sigurno avtodom. Midva smo nekako mogoče 2019-2020 smo naredili postajališče za avtodome oziroma parkirišče za avtodome. In takrat je prišel pač 1, 2, 3, 4 celo sezono. Zdaj se je pa to zelo prijelo. Verjetno smo imeli to sezono, top sezono, 3 do 4 na dan iz cele Evrope. Mogoče tukaj ni toliko Slovencev, bolj tujci, tudi Slovenci. In nam je všeč tudi ta način turizma. Praviloma so ti gosti sproščeni, prijetni, se jim ne mudi. Super, nam je všeč. Gosti, ki prihajajo na našo kmetijo, so praviloma vedo, da pridejo na turistično kmetijo. Se pravi, prvotno željo ali pa idejo, ko greš na kmetijo, je stik z živalmi, stik z domačini in pa preizkus neke domače hrane, tudi če je to samo zajtrk ali pa rezina salame. Predvsem je veliko naših gostov, ki si želijo pohodništva. Absolutno, naš prvi je Stolp ljubezni in pa Žusem. Jih pošljemo na Žusem, kjer so tudi naši megaliti. Potem jih ogromno obišče Rifnik in Resevno. In pa lokalne, bi rekel, pridelovalce ali pa predelovalce. Kar čedalje več je vinskega turizma, gospoda Urbajsa obiščejo. In pa naše muzeje. Posojamo oziroma pri nas je možno najeti tudi električna kolesa. In ogromno gostov vzame kolesa, obišče naše, se pravi, kraje, ki sem jih prej omenil. Absolutno ne smemo pozabiti Slivniško jezero, Ramno, skratka narava. Mogoče se sami toliko tega ne zavedamo, ampak gosti, predvsem tuji gosti, so nas
posebej na to opozorili, da imamo tako lepo naravo. Kot zanimivost, kar nekaj znanih oseb nas je že obiskalo. Zdaj, mogoče ni pošteno, da govorimo o imenih, pa koga izdam. Mogoče samo od kakšnih takšnih, ki si želijo pozornosti, ali pa od nastopajočih je bil definitivno Iztok Mlakar, Nuša Derenda, Vili Resnik, pa še kdo. Kar se tiče pa drugih gostov, tujih gostov, normalno imamo veliko dobrih zgodb, ne. Prišli so eni Skandinavci z enim malim kombijom, 5 jih je bilo not, nam je bilo zanimivo, da kar niso nehali hoditi z avta ven, ne. Ideja je bila samo, da prenočijo in grejo naprej. Ko pa so nekako začutili mogoče našo naravo, našo kmetijo, družino, ne vem, jim je bilo všeč in so ostali, ne vem, še dan, dva. In na kar jim jaz povem za naše megalite na Žusmu, in gospa je čist bila pav, normalno so šli to pogledat. In to je ena tista zgodba, še dan danes dobim sporočilo, kakšne pozdrave iz Norveške. Po drugi strani imamo kar nekaj gostov iz cele Evrope, ki si redno, bi rekel, dopisujemo vsaj kakšne pozdrave, ki smo kar postali prijatelji. In pa tudi razne zgodbe iz zgodovine, ne vem, Avstralci, oba sta po starših Evropejca, ona Hrvatica, on Italijan, eni so bežali pred sistemom, drugi pred mafijo in so se srečali čist na drugem koncu sveta in so srečni in pridejo na obisk, pa še in še. V celi zgodbi normalno, da vsak, za moje mišljenje, normalen človek je najbolj ponosen na svojo družino. Tu mislim, da smo svoje delo naredili z odliko. Kar se tiče pa službe, pa ja, živimo nekje na Kozjanskem, ko je marsikdaj kdo rekel, kdo sploh k vam najde, ne. Zdaj pa pridejo gosti dobesedno iz celega sveta in rečejo, wow, kak je pri vas lepo. In tudi sama zgodba kmetije, do nekaj časa nazaj, ni nihče spal, skoraj lahko rečem, nihče spal na Šentjurskem, zdaj pa kar veliko, no. Jaz mislim, da smo v celoti naredili zelo dobro zgodbo, ne samo mi, vsi. Za prihodnost si želimo mogoče več nočitvenega turizma. Pravilno je, da svetu pokažemo, kaj imamo, in pa normalno vedno moramo držati nek nivo, da se ne bomo šli preveč masovnega turizma. In pa želimo si več domače kulinarike, se pravi, absolutno prava smer je ekološko, lokalno. Želeli bi povabiti sosede ali pa okoliške kmete, ljudi s kakršnimkoli idejam za pomoč, da res lahko na mizo damo najbolje kar čist domače in ekološko. Dobrodošli na turistični kmetiji Žurej.